Lep pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No, in tokrat se je tudi na vaš predlog na tapeti znašel BIM. Pa dajmo si najprej pogledati, o čem se ta projekt sploh gre. BIM je odprtokodni, suvereni blockchain ekosistem, posebej zasnovan za gaming svet. Zgrajen je na tehnologiji Avalanche, kar pomeni visoko zmogljivost, nizke stroške in hitro obdelavo transakcij. BIM Network ni le veriga blokov, ampak celoten ekosistem, ki vključuje igralce, razvijalce iger, validatorje, imetnike žetona BIM, ponudnike infrastrukture in širšo skupnost. V središču tega integriranega okolja je žeton BIM, ki poganja vse aktivnosti in omogoča interakcijo z različnimi pametnimi pogodbami znotraj ekosistema. BIM je odprt in brez omejitev, vsakdo lahko sodeluje, gradi ali igra, kar ga postavlja v ospredje Web3 iger prihodnosti. No, toliko o samem projektu in smo že pri oceni. Kakšen je ta kriptoprojekt dejansko kot investicija? In imamo tukaj prvi segment, to je sam pregled projekta. Torej, jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo in seveda tudi jasnost bele knjige. No, pa dajmo si najprej pogledati njihovo spletno stran, to je njihova spletna stran. Zdaj, malček sem bil tukaj razočaran zaradi tega, ker se ne prikaže takoj tisto, ki bi nam obrazložilo, o čemu se kriptoprojekt gre. Kar so v bistvu tukaj naredili, je kot neke vrste igra, preko katere lahko potuješ po spletni strani. Zdaj tukaj moram recimo klikniti sem in potem se nam zgodi tale animacija. Zdaj to sicer vse zelo super izgleda, ampak je kar malček moteče. Najprej seveda tudi tale zvok, ne vem, če ga slišite, ga bom izklopil. Zdaj, kot spletni razvijalec, seveda tudi vem, kakšna mora biti ponavadi spletna stran. Takoj, ko človek pride gor na spletno stran, mora vedeti, o čemu se stvar gre. Ta prva sekunda je najpomembnejša. Zdaj, tukaj jih seveda čisto razumem. Hoteli so narediti nekaj unikatnega, nekaj res dobrega, ampak treba je upoštevati pravilo, manj je več. Poleg tega tudi zvok na spletni strani ponavadi nikoli ni dober. Ta prva stvar, kar bodo iskali ljudje, je, kje se tole izklopi. Ampak drugače, ja, potem, ko hodimo naprej po spletni strani in počasi odkrivamo, lepo obrazložijo vso situacijo in seveda, o čem se projekt dejansko gre. Tukaj moramo spet iti naprej, da se dobi še dodatnih 30 točk in tako gremo naprej po spletni strani. Tukaj imajo predstavljene tudi nekatere igrice, ki so bile že narejene na tej platformi. No, poglejmo si še njihovo belo knjigo. Vidimo tukaj, imajo tudi povezavo na dokse, ampak imajo zelo lepo posegmentirane. Recimo tukaj imajo tudi introdukcijo oziroma uvod v sam BIM, o čem se gre, zelo lepo posegmentirano, tako da bela knjiga oziroma njihovi doksi so mi kar všeč. Tako da za ta prvi segment dobijo vseh 15 od možnih 15 točk. Ja, tudi vpliv je na realno industrijo in to je seveda gaming. Naprej imamo ekipa in podpora. Kakšna je ekipa v ozadju tegale projekta in kakšno podporo so že prejeli od kakšnih znanih podjetij? Pa gremo tukaj na spletno stran CryptoRank pod zavihek Team, kjer vidimo njihovo ekipo in vidimo co-founder, CEO je Marko van den Heuvel. Pa dajmo si pogledati njegov LinkedIn in potem gremo na njegove izkušnje tukaj. Kot vidimo, seveda BIM, predtem je bil samozaposlen,
torej community management, marketing consultancy oziroma marketing svetovanje za blockchain startupe. Torej, v bistvu je on bolj v marketingu, ampak vseeno ima kar precej povezav z blockchainom. Kot vidimo tudi tukaj je imel Happy Mod, tudi marketing management za blockchain podjetja. Zdaj, želel bi si videti še CTO, kdo je CTO, kot vidimo ga nimamo tukaj in kakšne izkušnje ima on, zaenkrat se bomo morali zadovoljiti s tem. Ampak, kot smo videli, ja, blockchain znanje vsekakor je v ozadju, kot tudi sam marketing. Pa poglejmo si še fundraising. Tukaj, kdo vse je že podprl tale kripto projekt. Kot vidimo, tukaj so imeli najprej Node Sale in predtem je vanje vložil še DWF Labs, $250,000. Tako da ja, vsekakor podpora tukaj je za ta drugi segment, ekipa in podpora. Tako dobijo 15 od vseh možnih 15 točk. Naprej, tretji segment, blockchain in žeton. Kako zelo sta upravičena uporaba blockchaina in žetona. In seveda, kot smo razkrili tudi že v samem opisu, ja, vsekakor sta zelo uporabna v infrastrukturi tegale kriptoprojekta. Tako da tudi za ta tretji segment dobijo 10 od vseh možnih 10 točk. Naprej imamo četrti segment, napredek in cilji. Kakšen roadmap imajo in kako uspešni so bili pri doseganju teh ciljev. Zdaj, jaz sem iskal vse povsod, ampak nikjer nisem našel nekega roadmapa, tako da to je sigurno slabo, mogoče pa je to tudi zato, ker je to pač open source projekt in pač dajo nove featureje ven, ko jih pač dajo. Tako da tukaj za četrti segment dobijo pač 0 točk od vseh možnih 5. Naprej, peti segment je tehnična analiza, kako gre kaj temu projektu cenovno. In pojdimo nazaj tukaj na CryptoRank in gremo pod zavihek Overview. In če gremo malček bolj dol, imamo tukaj tale naš graf in dodamo še en indikator RSI. In moram reči takoj na prvi pogled, da mi to gibanje cene niti ni kaj preveč všeč. Te dva vrhova lahko skupaj izgledata kot dvojni vrh. Trenutno se zabijamo tukaj od spodaj ob tole podporo na tam nekje na polovici centa in ta podpora mora vsekakor vzdržati, ker to je v bistvu nekje najnižje dno, ki smo ga imeli že ob launchu. Kar se tiče RSI, tudi ni nekih takih posebnosti. Tukaj smo imeli eno bikovsko divergenco, kjer je bilo dno pri RSI pa dno na nekje isti višini, čeprav jaz tole gledam, medtem ko tukaj je bilo zelo očitno dno in pa nižje dno. Zdaj, to se je nekako izpeljalo, ampak smo prišli celo do skorajda do prekupljenega območja in poleg tega to zdaj tudi nakazuje na skrito medvedjo divergenco, kar lahko pomeni, da bi se padanje lahko nadaljevalo. Bom kar označil tukaj, imamo vrh in pa nižji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj je pa vrh in pa kar precej višji vrh, tako da to bo vsekakor treba gledati, kako se bo razvijalo. Zdaj si poglejmo še CoinMarketCap, vidimo tukaj volumen je kar visok v zadnjih 24 urah, tam nekje 17 milijonov in poleg tega so tudi na kar uglednih menjalnicah. Tako da za tehnično analizo dobijo 8 od vseh možnih 15 točk. Naprej imamo šesti segment in to je sentiment. Kakšno imajo kaj skupnost in kakšna je adopcija uporabnikov. Pa pojdimo nazaj na njihovo spletno stran. Mislim, da moram tukaj še naprej iti dol, vse do
footerja. Aha, tukaj od zgoraj jih imamo, socials, in imamo Twitter, da vidimo, koliko imajo tukaj sledilcev. 117 000, kar se mi zdi zelo visoka številka. Pa poglejmo še Discord. Tukaj je skoraj da 40 000 sledilcev in pa mislim, da imajo še Telegram. No, tukaj je 2000 sledilcev, ampak imajo kar precej več na drugih kanalih. Zdaj, kar se tiče adopcije, tudi nisem našel kaj dosti podatkov. Naj bi se združili tudi, oziroma partner naj bi bil tudi Immutable X, ampak še vedno ni precej podatkov. Je pa treba tukaj upoštevati, da je to še mlad projekt in kar se tiče adopcije, morajo še kar precej postoriti. Tako da za sentiment, za ta naš 6. segment, dobijo tako 8 od vseh možnih 10 točk. In naprej imamo certik varnostno preverjanje. Naš 7. segment, kjer se je že pri marsikaterem kriptoprojektu zakompliciralo. Pa dajmo si zdaj pogledati še BIM. In če pogledamo tukaj od spodaj, vidimo, da nimajo opravljene revizije. Nažalost, imajo pa kar visoko leaderboard oceno 84,57, kar jih uvršča med top 20%. Tako da za certik varnostno preverjanje žal dobijo le 5 od vseh možnih 25 točk. Ampak dajte nam še vi povedati, kaj si vi mislite o tem kriptoprojektu? Kaj si mislite o tej oceni? Smo morda mi kaj izpustili? Kar napišite in dopolnite spodaj pod komentarji. Vsekakor se priporočamo tudi za kakšen všeček in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naslednje raziskave. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.